Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o popolnosti geometrije odnosov. Ko gradimo medsebojne človeške, partnerske ali poslovne odnose, lahko to na listu ponazorimo tudi v obliki geometrije med seboj povezanih točk, kjer vsaka od točk predstavlja enega človeka, udeleženca, partnerja v tem odnosu. Ko gradimo neko konstrukcijo v gradbeništvu, najprej potrebujemo močne, stabilne temelje. Če recimo gradimo nek stolp ali nek most ali neko hišo, ampak lažje bom to razložil, če bomo si domišljali, da gradimo neko konstrukcijo iz recimo kovinskih prečk, palic. Najprej je pomembno, da zgradimo trdne, stabilne, močne temelje. Za vsako nosilno točko moramo zgraditi temelj. In če smo mi recimo tisti, ki smo vodja nekega odnosa ali projekta ali delovne skupine, moramo najprej za sebe zgraditi trden temelj. Pripraviti moramo betonsko mešanico, da bomo ta temelj zgradili. In kako bo ta temelj trden, kako bo kljuboval času, je odvisno od tega, kako kakovosten gradbeni material bomo uporabili, oziroma v kakšni meri bomo odstranili primesi, smeti, tujke, ki nam to trdnost zmanjšujejo. Prvi korak torej pri gradnji je prečiščevanje. Da surovino, gradbeni material prečistimo, recimo če gremo po pesek, da iz njega odstranimo vse prevelike kamne, razne lesene dele in številne druge tujke, ki bi motili pri gradnji tega temelja. In ko želimo neke medsebojne odnose graditi, je uspešnost gradnje teh odnosov in tudi stabilnost teh odnosov odvisna od tega, kako bomo pri sebi očistili svoje lastne miselne vzorce. Ne more biti uspešnega dolgoročnega odnosa ali uspešnega projekta, če najprej mi kot vodja projekta ne bomo delali na sebi, odstranili iz sebe vse škodljive, egoistične, razdvajajoče miselne vzorce, dokler ne odstranimo vse vezi, ki nas vežejo na spomine iz preteklosti. Šele nato bomo mi lahko funkcionirali kot učinkovit gradbeni material
za izgradnjo tega temelja. Takrat bomo lahko mi prva točka, iz katere bo postavljen prvi nosilni element, prva palica. In potem je tudi koristno, da ko iščemo sodelavce, življenjske ali poslovne partnerje, da tudi pogledamo, kako bodo pri njih temelji stabilni, kakšne imajo oni miselne in vedenjske vzorce in da tudi njim pomagamo pri tem, da prečistijo samega sebe, da bodo tudi oni trden temelj. Ko zgradimo to temeljno delovno projektno skupino, ki je dovolj prečiščena, je potem to zagotovilo, da bo celotna nadaljnja organizacija imela trdno konstrukcijo, ker bo imela trdne temelje. To je samo eden izmed takih primerov simboličnih ponazoritev. Imam pa na voljo še nekaj izobraževalnega gradiva na to temo, in sicer bi vam predlagal ogled serije avdioposnetkov, ki govorijo o geometriji snežinke kot simbolično ponazoritev popolnosti konstrukcije, ker se podaja še več in še bolj podrobne primere o samoizpopolnjevanju in gradnji odnosov. Za tiste, ki želijo samega sebe prečistiti, zlasti za tiste osebe, ki želijo graditi nek kvaliteten odnos ali poslovni projekt ali biti vodja neke skupine, pa predlagam spletne tečaje z imenom Destiny Eye Process. Jaz te tečaje z pridom uporabljam že več kot 8 let in na voljo je tudi uvodni brezplačni spletni tečaj z imenom DIP Lite. Kljub temu, da je brezplačen, traja vsaj 6 mesecev in zraven dobite živega mentorja, ki vas podpira v procesu učenja orodij za ozaveščanje, analizo in preobražanje lastnih miselnih vzorcev. Več o teh virih lahko izveste iz povezav, ki jih bom pripel pod ta video, in če želite še več informacij, lahko seveda tudi mene osebno kontaktirate. Hvala lepa za posluh in nasvidenje.